Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Naša tokratna gostja je evropska poslanka Ljudmila Novak. Dober večer. Dober večer. Ko sva se lansko leto dobila ravno na tem mestu, ko sva snemala intervju, vem, da sem vas vprašal, če boste kandidirali za predsednico Slovenije. Pa ste rekli, da se še niste odločili. No, zdaj vemo, kako ste se odločili. Ste veliko razmišljali o tem? Ja, razmišljala sem veliko, zato ker vsakič, ko mi je kdo pisal, me pocukal za rokav, nagovarjal, sem se čutila nekako odgovorna, ali delam prav, ali se bom prav odločila, ali se ne bom. Zdaj sem zadovoljna, da sem se tako odločila, kot sem se. Sem mirna pri tem, kajti nisem začutila takrat prave motivacije ali pa veselja, da bi ponovno šla v ta projekt. In ne nazadnje tudi toliko kandidatov, tudi vemo, da na desnici je bil dober kandidat, eden, da pobere ravno to glasov, da drugi kandidat na desnici ne more veliko pobrati. Hkrati bi jaz imela tiste tudi sredinske volivce, ampak vse tu, če bi imela sama veliko željo, bi zbrala tudi voljo in šla v ta projekt, tako pa se mi ni zdelo tako smiselno, da gremo to. Ne nazadnje je tudi naša stranka imela dobrega predsedniškega kandidata in sem bila potem zadovoljna, da sem imela svojega kandidata v prvem krogu, v drugem je bilo pa potem že precej drugače. Sicer vaš kandidat potem ni dosegal prav lepega rezultata, ampak to je pa tisto, kar ste dejali, da je bil na desnici, na tej desni strani, Anže Logar zelo dober kandidat. Ja, nekateri pač so glasovali taktično, tako da celo podporniki naše stranke niso vsi glasovali za našega kandidata, ker so verjeli, da je možno, da drug kandidat zmaga, naš pa ne. Zato so pač njega podprli, ampak vedno se v drugem krogu izkaže, da pač desnica z ozadjem, ki ga ima tudi ta kandidat, ne more zmagati na volitvah. Ste bili kaj presenečeni, da se je Marta Kos tik pred začetkom potem volilne kampanje odločila, da ne bo šla v boj z Logarjem, pa predvsem z Natašo Pirc Musar? Ja, takrat, ko je ona napovedala svojo kandidaturo, je vse tako kazalo, da premočno vodi Nataša Pirc Musar, da tudi Natašo podpirajo stare sive eminence, tako rekoč, in zato potem se tudi ni odločila, po mojem mnenju, za to kandidaturo in se je raje umaknila. Kljub temu, da je imela od začetka podporo Golobove stranke, Gibanje Svobode, ampak po mojem ne enotne, ker predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, kolikor je meni znano, je bolj stavila na svojo prijateljico Natašo Pirc Musar. No, jaz teh podrobnosti ne poznam, ker Urške Klakočar Zupančič prej nisem niti poznala, Natašo Pirc Musar sem poznala. Pa verjetno Marto Kos tudi, ne? Pa Marto Kos seveda tudi, so vse obe javni osebi. Ja, je pa tako, da predsedniške volitve so zelo osebne. Vemo, da je Svoboda zmagala ali pa Golob zmagal zato, ker ljudje so hoteli spremembe, ker niso hoteli več prejšnjega predsednika in prejšnje vlade, in zato je dobila Svoboda ali pa Golob tako močno podporo, tako da so tudi drugi razlogi. Pri predsedniških volitvah pa predvsem podprejo kandidata, seveda, če nima pravega ozadja ali pa če je to ozadje napačno, potem pač tudi ta ne dobi zadostne podpore. Čeprav se pa zdi, da je tudi dr. Anže Logar kar precej posegal tudi prek desnice na sredino svojo mirnostjo. Tudi sicer soočenja so bila, vsaj jaz si želim taka tudi na kakšnih drugih volitvah, kulturna, strpna, saj tudi finalni del, ko sta bila samo dva tudi, spoštljiva. Ja,
To je bilo v redu, to je bilo pozitivno. Zagotovo je Logar mlad, sposoben politik. Zdaj, če v vseh točkah odgovarja ali pa ustreza vlogi predsednika, to je zdaj drugo vprašanje. Eni vidijo tako, drugi vidijo tako. Tam je predvsem bila ovira to, ker je pač odzadaj, vemo, iz katere stranke prihaja, in veliko ljudi pač nasprotuje predvsem predsedniku te stranke ali pa njegove stranke. In težko se je predstavljati kot neodvisen kandidat, če si vsa leta na vrhu te stranke ali pa poslanec stranke, vodiš najvišji organ, potem je tudi težko prepričati ljudi, da nimaš nič s potezami, ki prihajajo iz te stranke. Mislite, da je pred njim še svetla prihodnost? Zdaj nekako je nakazal, da lahko pridobi veliko volivcev. Je mogoče to tudi na nek način rešitev za SDS, za samo SDS, da mogoče kdaj v bližnji prihodnosti na tem predsedniškem mestu zamenja Janeza Janšo? Mislim, tudi vi ste dejali, ne, da je že čas, da se Janez Janša umakne, ne? Ja, jaz sem se odzvala zaradi tega, ker je tudi on napisal en takšen, bom rekla, prijazen tweet, in najprej niti nisem mislila reagirati, ker sem tega že navajena. Potem sem se pa malo pošalila in sem nekaj napisala, in tisti 3 stavki so potem odmevali po Sloveniji, niti se nisem predstavljala, da bo to zbudilo toliko pozornosti. Kaj bo stranka naredila, to je njihova stvar, to se ne bom vtikala, ampak tudi slava je hitro pokvarljiva stvar. Enkrat si zgoraj, eno stvar ušpičiš, pa si lahko že spodaj, tega se moramo pač vsi zavedati, in to se lahko hitro zgodi, tako da ne znam napovedovati. Menim pa, da bo dobil priložnost za evropske volitve in da se bo tam zagotovo znašel. In bil izvoljen in se na nek način umaknil, ampak je pa vprašanje, če je to za slovensko desnico ali desno sredino, za tako imenovane pomladne stranke dobro za prihajajoče volitve parlamentarne, ali lahko z Janezom Janšo na mestu predsednika SDS pa z ostalima 2 strankama stranke dobijo večino, ne, na parlamentarnih volitvah. Ja, tako kot je zdaj, težko. Verjetno ne. Ampak vedno se stvari lahko spreminjajo, vedno se tudi zgodi nekaj in je lahko situacija drugačna. Trenutno sta na lestvicah ali pa parlamentu pač 2 desni stranki, 3. tako rekoč ni. In če bo tako ostalo, je težko verjeti, da lahko desnica ponovno zmaga. Ampak, kot pravim, stvari se včasih zelo hitro obrnejo. Saj veste, kako se je že Tanja Fajon razglašala za predsednico vlade, kako bojo zmagali, je prišel Golob, so se stvari obrnile na glavo in je komaj prišla v parlament. Zato bom počakala do naslednjih volitev, oziroma predtem se bo videlo, kako se stvari odvijajo, kaj se bo še zgodilo. In nikoli ne vemo, pri nas se to zelo hitro spreminja in nič ni stabilno. Okolikor bo Janša ostal na mestu, ki je, in bo to največja opozicijska stranka. Ker ima SDS vso pravico, ne? Ja, seveda, seveda, pač oni volijo, ljudje volijo, kogar želijo. Je pa vaš predsednik dejal, ne, da dokler je Janez Janša v sedlu, kar se je pokazalo v zadnjih 10 letih ali pa še več, da je to pač sreča za Levico, ne? Gotovo, Levica ne potrebuje drugega kot Janšo in potem zmaga na volitvah, tudi če ima slabše kandidate. In to, kar je rekel moj predsednik Tonin, sem ja že pred nekaj leti ugotovila in zato sem tudi želela stranko popeljati po poti neodvisnosti, tam, da lahko sodeluje s komerkoli za poštene stvari, za dobre stvari, da ni stranka vezana zgolj na eno potencialno koalicijsko partnerico, da z drugimi pa ne sme. To se mi ne zdi prav. Bomo videli, kako bo prihodnje.
No, ko sva že omenila vašega predsednika, pred kratkim je dal intervju za Svet 24, časopis, in je med drugim ocenil tudi delo te vlade, ne. Povedal tudi, ne, v kakšni stiski je bil čisto na začetku, ko ni bil več minister, ko je spet postal poslanec, kar naenkrat mu je bilo viška časa, ne. Zdaj se je spet, pravi, navadil, ampak vseeno. Pravi, da nekako je vse bolj mirno, ampak da pa je bila nenazadnje prejšnja vlada, kar se tiče gospodarstva, dokaj gospodarstvu naklonjena. Ta zaenkrat ne vem, če gre v pravo smer. Da ne govorimo o zdravstvu. Vi, mimogrede, imate osebnega zdravnika? Imate to srečo? Zaenkrat ga še imam. Jaz tudi imam srečo. Ampak kmalu bo odšel v pokoj in me skrbi, ali bom takrat še imela naslednika oziroma svojega osebnega zdravnika. In takih je več kot 130 000, ne, pa verjetno še več. Ja. In torej so veliko obljubljali, pol leta je že mimo. Kako gledate vi malce oddaleč? No, gospodarstvu so vedno bile bolj naklonjene desne vlade kot pa leve. Še posebej, kadar so v njih, seveda, zdaj je Levica, SD, ki pač niso naklonjene podjetnikom, podjetništvu in bi trošile tuji denar ali pa preveč tuji denar obljubljajo, ne. Tako da to je neka stalnica. Zato so gospodarstveniki bolj naklonjeni zakonom temu, ampak ko pridejo volitve, je pa vprašanje, koga potem volijo, a ne, koga podprejo. Kar se pa tiče zdravstva, smo pa v zelo zagonetni situaciji. Tukaj seveda ni vse kriva ta vlada, to je že nekaj let se vleče, tudi situacija je taka, da staranje prebivalstva prinese vedno več potencialnih pacientov, da zdravniki odhajajo, nam je znano, da jih ne moremo kar nadomestiti z nekimi drugimi od drugod, da tudi obstaja velika plačna nesorazmerja, predvsem poznam situacijo mladih zdravnikov, ki so nadpovprečno obremenjeni, ker primanjkuje zdravnikov. Izgorelost je že veliko pri mladih zdravnikih, ki so komaj začeli. Ki je bilo pa še veliko v zadnjih 2 letih, ne? Zaradi covida, ne? Tako, hkrati pa so tudi preslabo plačani za delo, ki ga opravljajo, in odgovornost, ki jo imajo. Gotovo pa tudi z organizacijskega vidika ni vse optimalno organizirano, v to sem prepričana. In zdravstvo ne smemo deliti na javno-zasebno, kajti tudi koncesionarji so del javnega zdravstva, ampak bomo morali razmisliti, kako stvari organizirati, da bodo delovale povezavi tako z zasebnimi zdravniki kot z javnim oziroma, bomo rekli, državno zdravstveno mrežo, a ne. Tukaj pač je neka krilatica Levice boj za javno zdravstvo, ampak javno zdravstvo oziroma državna mreža, državno zdravstvo pač trenutno ne zmore tega pritiska. In zato ljudje, kljub temu, da so zavarovanci v tem zdravstvu, hodijo k privatnikom in tam posebej plačujejo usluge, zato ker sicer čakajo leta in leta, da pridejo na vrsto, pa je včasih zelo nujno potrebno. In tudi sama sem zadnjič v Strasbourgu to vprašanje na internem sestanku s slovenskimi poslanci postavila predsedniku vlade to vprašanje, kako bo rešil ta problem. Leta 24, pravi. Ja. In z uvažanjem zdravnikom od drugod, ki so bolj trpežni in potrpežljivi. Ampak jih potem tudi v tistih državah potem ne bo, ne? Ja, tako da jaz tukaj ne vidim prave rešitve, ampak je treba postaviti prava razmerja, prave obremenitve, pogledati, kje so še tiste rezerve, ki so premalo izkoriščene, se pogovoriti tudi z zdravniki, na kakšen način so stvar organizirati. Skratka, nisem jaz najbolj pametna, se s tem tudi ne ukvarjam,
Ampak vem pa, da bo zelo težko ta problem rešiti, ker nimamo dovolj zdravnikov, ker se število pacientov povečuje, ker nimamo dovolj denarja za to in mogoče tudi nimamo pravih prijemov. Pa ko se je govorilo, ne, v času vaše vlade oziroma katere del je bila tudi vaša stranka, torej prejšnje vlade, da bi povečalo število teh študentov študija za medicino, pa so skočili šolstvo po koncu, da se vlada otika. No, zagotovo je škoda, ker veliko več mladih ljudi bi študiralo medicino, pogoji so pa zelo visoko postavljeni. No, pa tudi težek študij, ne? Seveda je težek študij, zato morajo delati, opravljati oziroma zmorejo le najboljši. To zagotovo, ne? Ampak če nekdo je na enem področju slabši, pa zato ni dosegel točk, ima pa poklic ali pa nadarjeno za zdravnika, je pa škoda, da ne more študirati in potem uvažamo zdravnike od nevekod, kjer verjetno ali pa mogoče niso tako ostri pogoji, namesto da bi našim ljudem dali možnost. Kot sem pa že dejala, problem je pa tudi zelo slabe plače mladih zdravnikov, ki so zelo obremenjeni, že imajo odgovornosti, ne nazadnje 6 let študija in potem še 6 let specializacije, ob tem mora ves čas seveda tudi delati, nositi odgovornost, plačan pa sorazmerno slabo, in potem zmanjka tudi volje in poguma. Vmes pa še veliko papirologije, ne? Ja, tudi ker je tukaj, pa spet težava, ne? Sicer govorijo, da bodo to nekako uredili, ampak se kar govori samo, ne? Ja, če gremo kakemu privatnemu zdravniku, ne, kaj on dela? Na diktafon vse narekuje in to nekdo potem zapiše, ne? Če mora to zdravnik sam delati, mu zmanjka časa za pacienta. Ja, pa še potem razne statistike buditi, pa tako naprej, pa poročati, ne? In to gre, pravijo nekateri, tudi tretjino časa, ne? Ja, to je škoda, glede na to, da zdravnik oziroma ljudje potrebujejo zdravnika, da se jim posveti, da jim prisluhne, da se njemu posveti, ne računalniku pa papirjem, ne? Skratka, tudi zdravniki imajo določene rešitve, jih vidijo, priporočajo, žal še ni prišlo do tega, da bi se reorganizirali, ne? Tu pa se mogoče vidi razlika med prejšnjo Janševo vlado pa to. Mogoče je bila prejšnja vlada groba z retoriko, ampak učinkovita dostikrat, ne? Ko se je nekaj sprejelo, se je potem kar nekako speljalo. Včasih je potem tudi kaj bilo razveljavljeno, ampak tu pa se mi zdi, da se kar nekaj prelaga, obljubljalo se je, razen, ne? Pri policiji, kjer so pa želeli hiteti, počistiti, kot pravi odstavljena oziroma odstopljena ministrica Bobnarjeva. Tam so bili pa verjetno spet predpočasni, ne, po merilih Goloba, ampak tisto nas ne zadane toliko kot, ne, če so počasni v zdravstvu. Ja, ko pride nekdo na oblast z neizkušenimi ljudmi na tem področju, je seveda težko kar hitro poprijeti stvari, ker najprej potrebuješ čas, da stvari spoznaš, tudi dovolj svojih ljudi niso imeli za vsa ta razpoložljiva mesta. Zato vsak človek potrebuje nekaj časa, da pride not in da išče najboljše rešitve. Tem je bila zagotovo razlika z Janševo vlado, kjer so bili že vpeljani politiki, tako rekoč, kjer so se sprejemale konkretne odločitve. Ne pravim, da so bile vse dobre. Veliko dobrih pa je bilo. Tudi sama, ki nisem bila prvotno naklonjena tej vladi, sem večkrat dejala, še posebej bolj sem spremljala, poznala delo naših ministrov, da delajo dobre, pametne stvari in so tudi ljudje to priznali. Da je pa nekdo drug s svojimi izjavami ali pa z nezaupanjem ljudi to velikokrat podrl. Zato je prišlo do tega. Pa še COVID je bil zraven, kjer so bili tu določeni ukrepi premalo premišljeni. In vse to se je valilo, da je na koncu prišlo do te negativne ali pa
da so ljudje tako množično želeli zamenjavo vlade. Kar se pa tiče policije, res nas prvi trenutek ne zadeva tako direktno, je pa to zelo nevarna situacija. Jaz moram reči, da tudi, ko je prejšnja vlada sprejemala novi zakon o policiji, sem jaz znotraj naše stranke protestirala, ker so v njem bile določbe, da bodo vsem odvzete funkcije vodilne in vsi na novo nastavljeni. Kaj to pomeni? Kdo jih bo nastavil? Kako jih bo nastavil? Ja, ampak vemo, kako gre nastavljanje svojih ljudi in komu morajo ti ljudje služiti. Tako da tukaj sem bila pa jaz zelo zaskrbljena. No, upala sem, da bo tukaj nova vlada ali pa Golob delal res drugače. Tako je obljubljal. Ampak, kar se pa tega primera tiče, pa moram reči, da me ni prepričal, da je Bobnarjeva delovala bolj verodostojno, ampak da so pa odzadaj spet neke politične igrice, da nekdo nekoga ruši, tega je pa toliko, kot zdaj vidim, da ne znam več razlikovati, kaj je res, pa kaj ni res, pa kaj je spletka, ali pa je kdo za kom stoji. Tudi policija dregnila, kamor ne bi smela. Veliko se govori o podjetju, kjer je delal zdajšnji predsednik vlade. Bomo videli, kaj bo iz tega. Ampak že takoj, ko pride do zamenjave potem nekoga, ki je v vrhu policije, potem tudi, če se nič ne zgodi, začneš dvomiti. In to se je že pokazalo tudi na prvih teh anketah, da zaupanje v vlado je že kar precej padlo, ne samo stranko. Tako, s to potezo zagotovo, in to sem jaz tudi izpostavila ob srečanju s predsednikom vlade, kako si bo povrnil to zaupanje. Težko si ga bo povrnil. Slišim tudi, da so lahko odzadaj tudi nekateri strici iz ozadja, ki so bili užaljeni, nekatere druge koalicijske stranke, ker niso dobile vsega, kar so želele. Veste, to je toliko interesov, da jaz, ker pač ne poznam stvari tako dobro, ne poznam vsega tega, lahko samo sklepam iz določenih izjav, namigov, govoric. Pravzaprav se je težko odločiti ali pa težko vedeti, kaj je res in kaj ni res, kdo ima prav, kdo nima prav. In to je tisto žalostno v slovenski politiki, ker se stvari vedno vrtijo v podobnem krogu. Se kuhajo, pa nikoli ne skuhajo do konca, ne? Ja, in vse to nam škoduje in namesto, da bi se lotili reševanja res hudih problemov, ki jih imamo, in pognali to državo naprej, se vrtimo v tem krogu, kdo bo koga, kdo je v ozadju, kdo je v ospredju. To pa me res skrbi in žalosti. In očitno so se, vsaj v tem primeru, kar se ministrice tiče, na nek način zbudili tudi mediji, tudi tisti mediji, ki so bili prej zelo kritični do Janševe vlade. Recimo, če se niso ob izbrisu 6000 napotnic, pa še kar se menda dnevno, tedensko nekaj izbriše, ne vem, računalniški sistem, karkoli že, če bi se to naredilo v prejšnji vladi, po mojem bi to vsak dan poslušali v vseh osrednjih medijih. Ampak to pa je bilo, zgleda, policija je bilo pa zdaj pa tista... Je pa bilo dovolj, ja. Dovolj, ne? No, in tudi zelo smešno zgleda, če smo en mesec nazaj poslušali same hvale o tej ministrici, ko so jo branili ob interpelaciji, en mesec kasneje pa govorijo čisto drugače, pa ni več strokovna, pa ni več verodostojna, potem človek ne ve zdaj, kdaj so govorili resnico, ali zdaj ali prej, Tako da, bo še zanimivo. Ja, bo zanimivo, kot pa pravim, na škodo države in na škodo nas vseh. Res ne vem, ta ozadja so res čudna. Ko ste že prej malce omenili tudi gospodarstvo, pa pomoč, pa pripravljenost pomagati prejšnje vlade, pa zdajšnje, mogoče še nekaj bode v oči, Tudi mi ustvarjamo električno energijo, pa jo poceni prodajamo, potem jo pa drago odkupujemo,
meni kot laiku je to malce nerazumljivo, ne? In naša podjetja zdaj plačujejo dražje električno energijo, ne? Kot pa recimo nemška, pa kot slišim tudi hrvaška, ne? Pa imamo menda največjega strokovnjaka za energetiko na predsedniškem mestu, ne? Tukaj sem tudi jaz upala, da ima čarobno formulo ali pa da ve, kje so rešitve. Seveda rešitve se iščejo tudi v evropskem okviru. Tudi tam niso enotni, kako ta problem s ceno energije, energentov rešiti, ker vsaka država ima malo drugačen pogled, tako da prave enotnost ni. Zdaj so se za nekaj bolj elastičnega dogovorili. In to zdaj tepe celotno Evropo, kaj te cene so res šle v nebo, zdaj kje imajo nižjo ceno, kje imajo višjo, se spreminja, ne vem niti točno. Res sem verjela, da to naš predsednik vlade ve, kako se te stvari rešijo, ampak zaenkrat še nismo dobili pravih rešitev. Mogoče leta 2024, ne? Tako kot pri zdravstvu. Če bo minister zdržal, ne, do takrat, Ja. Če ne bo tudi kar naenkrat slab, ne? Ja, če ne bo naenkrat slab, oziroma če ne bo sam ugotovil, da ima premalo podpore, ne, take primere ministrov na področju zdravstva, mislim, da so se kar najhitreje ti ministri menjavali, da cel mandat, ne vem, če je že kdo zdržal v zadnjem obdobju. No, mogoče še to o slovenski politiki. Levica je v vladi, marsikdo je pričakoval v vladi, pa si želel tudi Novo Slovenijo. Se mi zdi, da ima bolj približno podoben program, če ga je ta vlada oziroma stranka vladajoča, ki je zmagala, sploh imela, ne, kot ga ima Levica. Čeprav Levica je pa všečna mnogim državljanom, ne bomo dvigovali pokojninsko starost, ne dobo, bomo dali vse na 70% potem pokojnine, bomo dali božičnico vsem, seveda nič ne bojo oni dali, ampak take všečni predlogi, bomo zgradili, ne vem, 10, 20, 30 tisoč stanovanj, seveda nič od tega še ni, ne? Ampak mnogi si jo na nek način želijo, ne? Ker je retorika prijazna. Luka Mesec prijazno nastopa, ne? Ampak za Slovenijo bi bilo pa verjetno bolj primerno, da bi bila v vladi namesto Levice Nova Slovenija. Ja, glejte, vse to so lepe želje in obljube, vprašanje je, koliko so uresničljive. Vedeti pa moramo, da je tudi Levica za las prišla v parlament. Tako da ljudje tudi več temu ne nasedajo, oziroma Levici so predvsem zamerili, ko je šla iz prejšnje Šarčeve vlade, oziroma takrat je šla iz vlade in tudi zaradi tega je potem Šarec odstopil in je prišla Janševa vlada. Tako da tu mislim, da je do Levice bila največja zamera, zato so se zdaj komaj uvrstili. No, ideje, ki jih imajo, menim všečne, marsikaj bi si človek želel, ne verjamem pa, da je to vse izvedljivo, uresničljivo, niti ni vse pametno, kar oni predlagajo. Tako da gotovo odnos Nove Slovenije do gospodarstva je bolj realen, bolj realističen, bolj prave rešitve imamo, ki jih tudi gospodarstvo bi podprlo ali pa jih podpira ali pa želi. Res pa je, da smo bili v prejšnji vladi, do katere je bila potem nastal velik odpor, vemo zaradi česa, in smo bili tudi Nova Slovenija kot sokrivec viden pri ljudeh. In ljudje so postali na prejšnjo vlado, vse stranke, ki so bile v njej, alergični, če tako rečem, in je vsaka poteza bila narobe, čeprav marsikaj ni bilo narobe. In zahtevali od novih nikakor nobenega od prejšnje vlade. Seveda, in zato, ker je Svoboda tako močno zmagala, niti ni potrebovala drugih. Bi že zadoščalo, da smo SD-jem, ne? Ampak iz tega, ker so pač obljubili levo koalicijo, so sprejeli še Levico, ki pa se najbrž tudi zaveda, da so lahko kmalu tudi odveč, ne? Prepričana sem, da bi bilo za Slovenijo veliko bolje, če bi bila v vladi tudi Nova Slovenija. Zaradi te okuženosti
s prejšnjo vlado, kjer pa Nova Slovenija ali pa naši ministri so odlično delali, pa seveda so težave pri levih volivcih oziroma, bom rekla, sredinskih volivcih to oprostiti. In tudi... Ampak sej, čas celi rane, ne, ste že prej enkrat dejali, tudi slava, hitro pride pa hitro pade. Tako da... Tudi politiki se stvari hitro spreminjajo, ljudje tudi marsikaj hitro pozabijo, pa se na novo stvari postavijo, ampak tudi ta odnos na desnici ni tako enostaven, kajti če mi sodelujemo s kom, ali pa se veste, tudi če roko komu podamo, smo izdajalci. Je ogenj v strehi. Je ogenj v strehi, kot da smo privezani samo na enega in samo s njim lahko sodelujemo. Temu sem jaz pač že zdavnaj nasprotovala, da moramo biti svobodni in se lahko svobodno odločimo, s kom in kako bomo sodelovali. Čas je že, ne, da se stranka tako obnaša. Ne? Točno tako. Ker če ne, potem del neke druge stranke. Ne? Tako. Oba sva športnika, ne? Vi ste bolj košarko igrali, ne? Sem bolj nogomet in verjetno sva oba spremljala tudi nogometno prvenstvo. Ne vem, ste srečni zdaj z razpletom, z zmagovalcem? Kar se tiče aktualnega stanja, sem jaz bolj športnica pred televizijo. No, seveda. Vi ste še vedno aktivni, res pa z velikim veseljem spremljam šport. Tudi sedaj sem si ogledala nekaj tekem. Tudi finalno? Tudi deloma, ker sem imela eno obveznost prej, nisem mogla v celoti spremljati, sem pa drugi polčas, delno tudi spet v avtomobilu preko mobitela. Na srečo so bili podaljški, tako da sem vendarle nekaj od tega dobila. Načeloma, ker pač ni bilo Slovenije, sem vedno navijala za evropske reprezentance, tudi iz te zavesti, da smo Evropejci. Se je pa vmes zgodilo, ko sta dve reprezentanci odigrali, pa je bila ne evropska boljša, da sem začela kar spontano za tisto navijati. No, tokrat sem rekla spet načeloma, moram za Francijo navijati, ampak na koncu sem navijala za Argentino, zato ker privoščim Messiju, da je končno dobil to ta glavno lovoriko. Je tudi simpatičen in pokazuje res nekaj tako mojsterskih potez in predvsem mi je pa všeč... Da je kar škoda, da je že star 35 let, ne? Ja. Čeprav, da bi bila midva 35, ne? Ja, bi bilo fajn. On je pa že star, ne? Ja, no, ampak ne samo to, da zna zadeti. Meni je bilo všeč to, da ni bil sebičen in je podal tistemu, ki je bil v najboljšem položaju. In to se mi zdi, da je bistvo kolektivnega športa. Ne, da ti zadeneš, ampak da ekipa zna zadeti, pa iskati te priložnosti in situacije, to mu štejem velik plus in to tudi si priznavajo, da drži reprezentanco po konci. Ne nazadnje pa sem privoščila tudi Slovencem v Argentini, da so veseli, ker sem bila tam na obisku in vem, da tudi njim nogomet zelo veliko pomeni. Ob vseh težavah, ki jih ima Argentina, so tukaj najbolj enotni, najbolj se imajo radi. In tam nismo poslušali o incidentih, ne, da bi policisti morali zapirati, ne vem, aretirati te navijaške skupine, kot se je to dogajalo v Franciji. Mogoče so koga odpeljali v bolnišnico zaradi hude gužve, ali pa je padel kdo iz kandelabra, ne, ker si jih videl, da so ali pa mu je srce zastalo, ker je bilo res infarktno. Ampak to je tako naravno. Ja, in za njih je praznik in smo tiste pesmi, ki so jih prepevali ves čas, pa to je res nekaj enkratno vzdušje. Ne. Tudi sicer je bilo to svetovno prvenstvo, kljub temu, da je bilo zimski čas, meni celo to ustrezalo, ne, ker poleti sem bolj zunaj, ne, po zimi sem pa več pred televizijo. Tudi sama organizacija igrišča, vse okolica, fantastično, ampak ne, tisto, kar se je v ozadju dogajalo, pa ni tako lepo. Gradnja teh objektov, smrti, mnogo smrti, izkoriščanje tuje delovne sile, migrantov. Ne? Ja, se je 94% prebivalcev Katarja je tujcev, ne? Tako, ja. In tujih delavcev. Potem pa še hladen tuš za evropske poslance, ne? Za Evropski parlament. Ja.
To ste bili pa kaj presenečeni, ko ste to izvedeli, da so nekateri vpleteni, domnevno, ne, v kupčkanje, ne? Ja, gotovo, mislim. Jaz moram reči, da ta poslanka Kaili je sicer bila ena izmed 14 podpredsednikov. Grkinja, ne? Grkinja, da sem jo gotovo videla, ko je kdaj vodila sejo, ampak sedim tako daleč stran, da tako natančno niti poznala nisem. Kar je zdaj celo nevarno, ne, če bi skupaj sedeli. Ne? Ja, ona je sicer tudi pripadala drugi politični skupini, socialistom in demokratom, tudi tam so jo tako izključili. V Evropski ljudski stranki seveda smo tudi hitro želeli, da se stvari raziščejo, kaznujejo, izboljšajo pravila. To je dejala tudi naša predsednica parlamenta Metsola. Seveda smo bili šokirani, ker nenazadnje slaba luč pade tudi na vse nas, ki nimamo nič s tem. In pade na celotno inštitucijo, rečejo, ja, so tam evropski poslanci pa kradejo, pa sprejemajo podkupnine, ne. Tako da... Zakaj bi sprejemali podkupnine? Da so lobirali za to, da se svetovno prvenstvo tam... Tukaj je šlo zdaj za drugo stvar. Tisto se je dogajalo že prej, ne. Tam se poznamo ta film, ki so ga posneli, kdo je bil pleten, da se je sprejela ta kandidatura. So menili Sarkozija tudi, ne, francoskega predsednika. Ja. Zdaj je šlo bolj za to, v Evropskem parlamentu sprejemamo številne resolucije v zvezi s stanjem človekovih pravic, delavskih pravic v različnih državah in tudi v zvezi s Katarjem smo že sprejeli prej eno resolucijo, da pač zahtevamo, da delavcem, ki so izgubili življenje ali bili poškodovani, njihovim družinam, da se izplača odškodnina. Zahtevali smo izboljšanje delavskih pravic, oziroma vemo, da so tam delali ne vem koliko ur, vse dni v tednu. No, pa ta sistem imajo, če so pri enem delodajalcu, potem sploh ne morejo brez njegovega dovoljenja priti k drugemu. To se pravi, to smo mi glasno zahtevali, a ne, oziroma smo sprejemali na ta račun različne resolucije. Če se želijo oni približati Evropski uniji, ne? Tako, no, tudi zdaj je bila spet taka, na predzadnjem plenarnem zasedanju. Evropski ljudski stranki smo celo zavrnili, da ni potrebna, saj smo jih pred kratkim že eno drugo sprejeli. Pa so nekateri zelo vztrajali, da moramo. No, v tisti resoluciji pa nekatere stvari so bile malo omiljene, češ, da je Katar naredil velik napredek naprej, da so zdaj slatosti. To se pravi, predvsem, zakaj so oni podkupovali domnevno, zdaj bom rekla domnevno, ker še ni dokončno razčiščeno, zato zaradi ustvarjanja boljšega vtisa, boljše podobe o teh državah. Ker pri njih, ki imajo veliko denarja, ni nič takega en kovček denarja, da temu pomeni. To je nenazadnje tudi v njihovi kulturi. Medtem ko pri nas, ko spoštujemo vladavino prava, ko se bojujemo proti korupciji, pač so te stvari prepovedane. In ni primerno, da en poslanec lahko, ker je dobil denar, zdaj vpliva na zakonodajo. Torej, šlo je bolj za tem ustvarjanje boljše podobe teh držav. In zaradi tega, temu so pač nekateri, ki se poslužujejo take, ali pa so ranljivi na tem področju, so to sprejeli, šlo je za velike vsote denarja, domnevno, ne, in so šli v to. In je prav, da se to razišče. Lejte, ampak na koncu, kakšna tragedija, ne, za neko družino. Ta predsednica ima 22-mesečno hčerko s tem glavnim obtoženim. Ona sicer pravi, da nima nič s tem, da ni vedela, da tisti denar doma, ne? Ja, in tako naprej. Oba v zaporu, oče in mama tega otroka, ne. Ona sicer še vedno trdi, da nima nič s tem, on da bo vso krivdo prevzel nase, da je on kriv, da kdo bo skrbel za otroka. Torej, no, in tudi ta izjava je zanimiva. Ni mi bil potreben denar, pa sem ga vzel, ne. Ker kot evropska poslanka ni imela majhne plače in tudi verjetno on ne. Torej sta bila nekako imela dober materialni položaj, hkrati pa sta hotela še več na nezakonit način. Kaj se je pa zdaj zgodilo? Zaplenili so jima premoženje, nekdo bo zaprt, tako da... Ko tole poslušam, ne,
zdaj nekako razberem, da se to zelo hitro dogaja, ne? Sta priprta, ne? Se bo verjetno na sodni mlini začelo hitro mleti, ne? In če to preslikam zdaj v Slovenijo, ne? Pa kar ne danes, ampak gremo daleč nazaj, se kurje tatove ujamejo, ne? Jih pozaprejo. Pravih je pa bolj malo sedelo, nekaj jih sicer je. Nekaj jih sicer je, ampak še za tiste na koncu se ponavadi izkaže, da je bila kakšna procesna napaka, močni odvetniki, veliko denarja se tu suče in se rešijo, ne? Tako da tudi pri nas, ne, bo treba nekaj postoriti. Ker ta nezaupanje, ne, zato pa pride samo 50% ljudi na volitve, ne, se mi zdi. Ja, vse to se nabira in vemo, da v Sloveniji je korupcija ravno tako prisotna. Vemo, da v podzemlju ali pa spodaj pod mizo se stvari dogajajo, ki jih sicer jaz ne morem dokazati, ker nimam za to informacij. V zdravstvu slišimo že vrsto let, ne? Ja, tudi imena so znana, pa se potem nič ne zgodi. Tukaj je pa tista stvar, ker so akterji z leve in desne pod mizo zelo dobro sodelovali, ko je šlo za denar, prav tisti, ki na glas zelo poudarjajo ločevanje pa ideološke delitve. Denar ni ideologija, denar je sveta vladar, nima barve. Ja, žal, ne. Sva v zadnjem delu oddaje mogoče par besed še o tej res grozni vojni v Ukrajini, ko človek gleda te posnetke porušenih mest, pa si rečeš, kdo sploh lahko opravičuje napad Rusije na eno samostojno državo. Kaj je s takimi ljudmi? Jih je nekaj, ne? Mislim, to je grozno. Kot da nas nekdo napade, ne vem, zato ker smo enkrat nekaj narobe rekli, kakšno zakonodajo narobe sprejeli in ker smo majhni, nas lahko, kaj? Napad na Ukrajino strani Rusije ni v nobenem primeru opravičljiv. Vemo pa, da je Rusija imela zelo močno propagando z lažnimi informacijami, plačevala je tudi določene stranke po Evropi, zato da so razdirali Evropo, ne povezovali. Skratka, ta avtokratski princip, ki ga ima Putin, je želel si podrediti Ukrajino, kakorkoli gledamo, in to je res grozljivo, kar vidimo, da se dogaja, tako kot je v 30 letih prejšnjega tisočletja Rusija oziroma takrat Stalin moril Ukrajince z lakoto. To ste zdaj sprejeli eno resolucijo? Ja, da je to bil zločin. Gladomor, ne, na nek način, izstradali, ne? Tako. Ravno na tak način se zdaj dogaja z vojno in s tem uničevanjem infrastrukture, da bojo mnogi tudi zmrznili zaradi tega, oziroma na tak način. Ni vode, ni elektrike. To so grozne razmere, ki jih imajo tam. Na zebe, ko so nam omejili temperaturo na 19 stopinj, pa klima piha, ne, pa se pritožujemo, ker smo prehlajeni od tega, tam pa minus ne vem koliko stopinj, pa že dolgo časa nič ogreva in to je nepredstavljivo. Edino, kar je žalostno, ne, zdaj, če smo že kritični, ne, do Rusije, je to, ne, da se ogromno mladih, ne, ki morajo iti na bojišče v Ukrajino, potem v krstah vrne k svojim staršem, ne. To pa je. In zdaj pričakovati, da se bo ruski narod uprl, sej pod diktaturo se je težko opreti, ne? Po eni strani imajo tudi napačne informacije, tudi če jih imajo, pa so izražali protest, so mnogi bili zaprti zaradi tega, ali pa so odšli iz Rusije. Zagotovo mi vsi, ki pomagamo Ukrajini, nismo uperjeni proti ruskemu narodu, ampak proti diktatorju Putinu in njegovi nesprejemljivi politiki oziroma vojni, ki jo je on sprožil in zakuhal.
No, Evropski parlament vsako leto podeljuje tudi nagrado Saharov za svobodo misli in govora in letos smo jo podelili celotnemu ukrajinskemu narodu, tako da je ta slovesnost pretekli teden potekala v Strasbourgu. Po video povezavi nas je nagovoril tudi predsednik Zelenski. Prisotnih je bilo nekaj Ukrajincev z različnih funkcij, ki so to nagrado sprejeli. No, finančno je tudi 50.000 evrov, sicer to ni nobena rešitev, ampak je nekaj, bolj pa gre za to moralno podporo, ta pogum, ki ga ima narod, to trpljenje, ki ga sedaj preživlja. Evropska unija seveda jih podpira, kajti branijo tudi našo demokracijo, branijo tudi naše meje. No, kajti, če se na teh mejah, ki jih ima Ukrajina zdaj z Evropo, pojavi Rusija, in se bo ustavila? Ja, sej tiste države, ki so bile po drugi svetovni vojni v Varšavskem paktu, tega niso pozabile, kako so trpele pod ruskim škornjem ali pa jarmom, in zato recimo Poljska, ves čas v strahu, Finska, Estonska oziroma baltske države. Te, ki so bile del Sovjetske zveze, Seveda, te najbolj trepetajo in se bojijo vrnitve, pa potem imamo še druge države, ki so nastale iz prejšnje Sovjetske zveze, ki se prav tako čutijo zelo ogrožene, in ambicije Putina, kako bo spet vzpostavil veliko Sovjetsko zvezo, pa še kaj okrog. Tukaj je bil ustavljen, tukaj se je uštel, ker je mislil, da bo z Ukrajino opravil v nekaj dneh in ni pričakoval, da bo Evropa tvegala ali pa žrtvovala tudi svoje blagostanje, zato da se je odrekla energentom, s katerim je on plačeval, pa kupoval to orožje. Tega pa po mojem mnenju ni pričakoval. Pričakoval je neke male sankcije, potem bomo vsi na nje pozabili in bo šlo naprej, on se pa dejansko iz nas norčeval. In bo šel do bridkega konca, mislite, ali se bo ustavil? Ali se bo za pogajalsko mizo potem, vendar, čeprav koliko razumem Zelenskega pa ukrajinski narod, se mi zdi, da so zdaj še bolj odločni kot kadarkoli prej, da ne bodo pustili tudi 5 svoje zemlje. Verjetno še kakšen otok dobiti nazaj, pa pol otok, Oni so toliko žrtvovali, da zdaj ne morejo iti koraka nazaj, pa kar reči, vzemite to, mi pa se umaknemo. Zagotovo ne, tudi glede na to, da jih praktično Evropa zelo podpira in tudi Zveza NATO oziroma države pomagajo na različne načine, tako da ne verjamem, da bi se Ukrajinci umaknili in žrtvovali še svoje ozemlje za to, ker so za njih to prevelike žrtve, za to, da bi to ohranili. Na drugi strani pa seveda Putin kot velik diktator, mu je tudi iz počasti, da bi sedel za pogajalsko mizo, pa ne bi ničesar dosegel, ker bi bil poraženec v očeh svojega naroda, ki mu ves čas laže in manipulira z njim, kako je Zahod vse kriv. Napovedi niso najboljše. Zato je težko napovedati, kakšna je zmagovalna formula za prihodnost. Ampak vseeno upamo vsi, da se ta neumnost čim prej konča in da se bomo pogovarjali o tem, kako bomo pomagali Ukrajini pri obnovi, ne pa koliko orožja bomo spet dobavili in druge pomoči. Tako kot smo pred leti mislili, da nikoli ne bomo hodili z maskami naokrog, da bomo zaprti na občine, stanovanja, dobesedno, po celem svetu. Mi nismo bili izjema, mnogo kje, tudi celo Italiji so imeli še veliko ostrejše ukrepe. Vsi nismo mislili, da bo kdaj vojna tako blizu, Zdaj je bila tam nekje daleč, Tako da ni glih optimistično, Ne, je pa ta vojna na nek način povezala Evropo, če tudi je povečala krizo, ker smo videli, kako moramo držati skupaj, da se takim težnjam lahko lažje upremo in tudi lažje skupaj iščemo rešitve, smo solidarni, si pomagamo. Zdaj, če je država, kot je naša, sicer nam najdražja Slovenija,
ampak po drugi strani, kaj pravzaprav, kako bi lahko mi kaj odločali ali iskali zaveznike, partnerje, tako da vseeno ta povezava nam daje večjo težo, večjo moč, večjo zaupanje, da bomo vendarle skupaj te probleme lažje rešili. Smo pred Božičem, ne? Kaj optimističnega, kaj lepega našim gledalcem? Ja, vsem zagotovo želim blagoslovljene božične praznike, novem letu pa veliko sreče, zadovoljstva, veselja, ampak vse to ne bo kar samo padlo iz neba. Pravim, da za srečo se moramo potruditi in za veselje. Zame je največja sreča v tem, če smo doma zbrani, če se dobro razumemo, če drug drugemu kaj dobrega, lepega naredimo. Tako da imamo veliko priložnosti za to, da si naredimo praznike lepe, da bomo srečni, da bomo druge tudi ob sebi osrečevali in ne pričakujmo neke zadetka na loteriji ali pa neke sreče, ki bo kar padla z neba. Ampak lahko jo sami ustvarjamo. In prazniki so zato, da si ustvarimo malo več topline, sreče in da jo razdajamo tudi drugim. In glede na to, da je blizu tudi praznik samostojnosti, ki pa ima zraven še eno besedo in enotnosti, verjetno bi bilo dobro že enkrat, da malce skupaj stopimo in mogoče na naslednjih volitvah po dolgem času volimo tiste, za katere se nam zdi, da imajo dober program, ne proti nekomu ali nekaterim. Ja, hvaležni moramo biti za to, da je naša država postala samostojna, to smo si želeli. Torej, naredili smo, da je samostojna, zdaj pa moramo delati še na to, da bo bolj enotna oziroma, da bomo znali živeti drug ob drugem, drug z drugim, da se ne povzroča ali pa ne jezimo preveč, tudi ne zaradi politike, ker jaz sedaj včasih kakim starejšim ljudem kar odsvetujem, da preveč gledajo poročila, ker vem, da to škoduje njihovemu zdravju. Sej čisto enotni ne moremo biti, ker pač imamo različne svetovne nazore, gledamo na različne stvari, ampak da sej ne bi sovražili drug drugega, da bi znali živeti in da ta politika nas ne bi kregala med seboj. To si želim in da ohranimo to našo samostojno in lepo Slovenijo in jo skupnimi močmi peljemo čim bolje naprej. Evo, sva že dva. Ja. Mislim, da je takih zelo veliko. Hvala vam, lepe praznike tudi vam, lepo jih preživite v krogu družine ali boste v Evropskem parlamentu? Ne, kar v krogu družine. Boste doma. Tako da zdaj imam še obveznosti v Sloveniji, sem doma in ostanem doma še do začetka januarja. V zdajšnjih vaših Moravčah, ne? Zdajšnjih naših? Zdajšnjih vaših, ne? Ker prihajate pa iz drugega konca, ne? Slovenije. Ja, seveda prihajam iz severovzhodne Slovenije, Zgornje Velke ali znane tudi kot Marija Snežna, kjer sem preživela mladost, zelo lepo mladost, kamor rada grem spet nazaj na obisk, ampak zdaj so Moravče moj prvi dom, bom rekla. Tako je in družina, ne? Ja. Hvala vam. Hvala pa tudi vam za pozornost in vse lepo tudi v letu, ki prihaja. Srečno. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter.